Pozdravljeni. V vmesnem obdobju med veliko nagrado Velike Britanije in veliko nagrado Madžarske neprestano poslušamo razna mnenja, kako je vzplamenelo rivalstvo med Lewisom Hamiltonom in Maxom Verstappenom. Poglejmo si skupaj, koliko je to realno in kaj lahko pričakujemo. V današnjem svetu, kjer je pretok informacij izjemno hiter, se pogostokrat zgodi, da določeni akterji svoje misli malce napihnejo, malce olepšajo, jih naredijo malček bolj zanimive, samo zato, da bi dobili malce več prostora v določenih zgodbah. In tu pri Lewisu Hamiltonu ter Maxu Verstappenu mislim, da se dogaja nekaj podobnega. Slišimo lahko iz raznih virov, kako je pravzaprav vzplamenelo neko rivalstvo. In ko govorimo o rivalstvu v Formuli 1, se spomini vrnejo najmanj v obdobje, ko sta bila eden nasproti drugega Alain Prost ter Ayrton Senna. In tu bi lahko dodali tudi na primer Nelsona Piqueta in Ayrtona Senno. Šlo je za osebno antipatijo, da ne rečem sovraštvo, in to se je preselilo bistveno izven tistega, kar se je dogajalo na progi. A sami se lahko vprašamo, sta res Max Verstappen in Lewis Hamilton rivala v istem pomenu besede, ali sta samo dva voznika, ki se borita za naslov svetovnega prvaka. V izjavah tako enega kot drugega nisem začutil kakega osebnega sovraštva, kakega iskanja konflikta izven tistih mej, ki so nam znane na progi. In dejstvo, da sta trčila na veliki nagradi Velike Britanije, mislim, da je bilo pričakovano strani vseh nas navdušencev. Namreč ni bilo prvič, da sta bila izjemno blizu trka in prej ali slej se je to moralo zgoditi. Zanimivo je, kako razni viri govorijo o tem, da v nadaljevanju bomo lahko videli ponovitev tega dejanja. Torej, nekako namigujejo na to, da bomo videli namerne trke in ne trke v žaru borbe za določeno mesto oziroma čistih dirkaških nesreč. Mislim, da je tako razmišljanje vse prej kot športno, kajti v Formuli 1 naj zmaga tisti, ki je najhitrejši, in ne tisti, ki je bolj spreten z izrivanjem. Zanimivo je tudi dejstvo, da mnogi akterji pravzaprav kličejo po tem, da FIA naj ne posreduje v borbo med enim in drugim. Da ne bi gledali dirk za svetovno prvenstvo Formule 1, ampak nekaj, kar je znano v svetu kot Demolition Derby. A sedaj se lahko začnemo spraševati, kdo so tisti, ki nam ponujajo take razlage. Eden izmed njih, Nico Rosberg, ki je trčil pravzaprav z Lewisom Hamiltonom na veliki nagradi Španije. Drugi, ki ponuja tako razlago, je Mark Webber, tisti, ki je imel kar nekaj zapovedati čez na primer Sebastiana Vettela. A konec koncev tudi Max Verstappen je imel do sedaj že kar nekaj sporov, na primer z Danielom Ricciardom, kjer se je FIA vmešala v konflikt med enim in drugim. Obema je dala opomin in jima jasno razložila, da naslednjič se ne bo končalo tako lepo. In tudi to, ukolikor bo potrebno, mislim, da bodo ponovili tako pri Maxu Verstappenu kot pri Lewisu Hamiltonu, kolikor bo šlo za namirne manevre. A zaenkrat kake namirnosti, kake zvestne nešportne poteze nisem videl.
In ukolikor se kdo spominja oster boj med Maxom Verstappenom in Lewisom Hamiltonom, se je zgodil že na veliki nagradi Monaka v sezoni 2019, ko se je vedelo, naprimer, da bo Max kaznovan in tudi če bi prehitel Lewisa, dirke ne bi zmagal. Malo je manjkalo v tistim primerom, da bi prišlo do trčenja, a Max je poizkušal, je v njegovi naravi in tako je tudi prav. Kolikor bi bil Max Verstappen umirjen voznik, ki bi uporabljal inteligenco, razmišljanje, strategijo, pač ne bi bil Max Verstappen, temveč nekdo drug. Tudi Lewis Hamilton, kot sem povedal, zna priklicati trk, se zna nastaviti, zna spraviti svojega nasprotnika do tiste meje, da napravi napako. Dvomim, da Lewis Hamilton bi namerno nekoga spravil v položaj, da bi ga izrinil iz proge. Konec koncev, čeprav na meji tistega, kar je dovoljeno, je športen. Mnogi ste verjetno pozabili, kako je Lewis Hamilton prav na veliki nagradi Madžarske vrnil Valtteriju Bottasu tretje mesto in govorimo o sezoni 2017. Pokojni Niki Lauda ga je skregal, ker je skozi okno pognal nekaj točk, a Lewis Hamilton je odkrito priznal, da to podarjeno mesto pač ni v njegovem stilu. Poskušal je prehiteti Ferrarije, ni mu uspelo, zato je Valtteriju vrnil mesto. Torej, tudi Lewis Hamilton ima izjemno visok standard, kar se tiče športnosti. Težava je v tem, da danes je treba veliko pisati in pripovedovati zgodb, ki jih v resnici ni. Verjamem, da marsikomu, ki mu je všeč Formula 1, je Lewis Hamilton odkrito antipatičen. In v simpatije ali antipatije vsakega posameznika se ne bom spuščal. In ukolikor nekako predstavimo Maxa Verstappena kot antipod Lewisu Hamiltonu, bodo šle določene simpatije v smer voznika Red Bulla. Kar je marketinška poteza, nima nič v zvezi z Formulo 1. A v tej dobi komercialnih novic se moramo mi navdušenci vprašati nekaj. Nas zanima Formula 1 ali nas zanima vse tisto, kar je okrog Formule 1. Sicer vsake toliko kak trač je všeč vsakomur izmed nas, ampak meni je pomembno, kaj Lewis Hamilton naredi na progi in kako Max Verstappen dosega svoje rezultate. Sedaj, kako je oblečen Lewis Hamilton, ko ne nosi zaščitne obleke in s kom hodi na večerjo Max Verstappen, mene osebno ne zanima. In tudi rivalstvo med enim in drugim je po mojem mnenju produkt nekaterih, ki pravzaprav nimajo kaj bolj pametnega povedati. In delajo se pomembne v raznih virih, ki dobesedno planijo na tako novico, samo zato, da tudi oni napolnijo svoje stolpce. Zato menim, da je bolje, da uživamo v tem boju, kakih sovraštev med enim in drugim pa naj ne vzpodbujamo, kajti sovraštvo v tistem pravem pomenu je samo slabo za celotno Formulo 1. In mislim, da vsi mi imamo radi ta šport, zato je najbolje, da se takim situacijam dobesedno izognemo. A o tem, kaj se bo zgodilo med Lewisom Hamiltonom in Maxom Verstappenom, bomo videli na naslednjih dirkah. A dvomim, da bomo videli kak znak sovraštva. Kajti drugače, kako bi lahko pojasnili odnos med Maxom Verstappenom in Estebanom Oconom? A nismo videli nekega prerivanja, ko se nista strinjala glede načina vožnje na progi? Je nastalo med njima kako rivalstvo ali se je s časoma vse poleglo in dobesedno pozabilo?
Vsak lahko tista dejanja oceni, kot najbolje zna. A za danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.